Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z podjetno ustvarjalko Jadranko Smiljić. Jadranka, kdo je bil v tvojem življenju navdih, da si postala pristna ženska? Jaz bi rekla, da je moja mama. Pa njena mama, pa njena mama. Tako da, moja mama je res me navdihnila in vsakič, ko kaj več naredim, tudi moja otroka rečeta, da to je babi Bogdana, da je ona vpliv na nas, ne, ker nam je pokazala, kaj je biti pogumna in močna ženska in pristna ženska. Ne. Hvaležna sem ji, ker nikoli ni bila na nobeni dieti. Tako da je bila vedno zadovoljna s svojim telesom in s svojim izgledom. Tako da zato sem ji tudi hvaležna, da sem imela pol, se mi zdi, da čisto normalno otroštvo in da sem odraščala ob taki močni ženski. Kako? Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes gostim podjetno ustvarjalko Jadranko Smiljić, soustanoviteljico in direktorico zavoda Ustvarjalno srce ter podjetja Zgeg. Je inženirka računalništva in njena zgodba je edinstvena, ker vodi iz logike računalnikov v toplino in mehkobo volne, iz programske kode v zapletene vzorce. Jadranka prihaja iz ustvarjalne družine, kjer je že kot deklica opazovala mamo, kako iz preje in potrpežljivosti nastajajo čudoviti izdelki. Pod njenim vodstvom je zavod Ustvarjalno srce izpeljal projekte, kot je Slovenija kvačka, v okviru katerega so nakvačkali grbe vseh 212 slovenskih občin, projekt pa je bil vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Poleg tega ima v svoji kolekciji Guinness rekord za najdaljše neprekinjeno kvačkanje. Jadranka verjame, da je vsak izdelek nosilec zgodbe in energije ustvarjalca in da ročna dela v sebi nosijo moč povezovanja generacij, src in zgodb. Danes svoje znanje deli preko delavnic, spletnih tečajev in projektov, s katerimi navdihuje druge, da v sebi odkrijejo ustvarjalno iskrico. Srčno sem vesela, da je danes moja sogovornica, zato, draga Jadranka, dobrodošla. Hvala vam, hvala ti za povabilo. Z veseljem, Jadranka. Dava začeti kar pri tebi. Kdo je Jadranka kot ženska, ko ne ustvarja? Jadranka je najprej mama. Potem sem podjetnica, ustvarjalka oziroma rokodelka. Ne. Verjamem, da z močjo rok in srca in pa glave lahko ustvarimo veliko stvari. Res je, ta povezava, logika, ročna dela, srce ima eno posebno dodano vrednost. Ampak to se še bova tudi dotaknili v nadaljevanju. Vsako žensko v življenju oblikujejo različne preizkušnje. Katere preizkušnje ali pa katera preizkušnja je bila pri tebi taka močna, ki te je preobrazila, preoblikovala v žensko, kakršna si danes? Pa jaz bi rekla, da je kar veliko bilo že to. Na primer, ko sem srednje zdravstveno šla na računalniški faks, pa nisem imela niti računalnika, da sem imela ta pogum, da se podam v nekaj, kar res nisem sploh vedela veliko stvari, pa sem na koncu tudi lepo uspešno zaključila. Potem pogum, da sem mama Kosti in Zoji, zdaj že več kot 10 let smo samostojno na tej življenjski poti. Potem pa tudi moja 2 Guinness rekorda in pa seveda v podjetništvu mi je tudi vzponi pa padci, pa izgorelost, ali na meji izgorelost, bi prej rekla. Ne? In vse to mi je dalo vedeti, da očitno sem zelo močna, da sploh nisem zavedala vse te svoje moči. In pa da vedno najdem novo pot, kadar mi kaj ne gre. To je izjemna vrlina, ker dejansko odkriješ notranjo moč le takrat, ko ti v bistvu nič drugega ne ostane, kot da si močni. To so tiste preizkušnje, ko te potem res prekalijo. Ampak v bistvu odpade od tebe vse tisto, kar je odveč in vedno bolj tvoja pristnost izžareva. In pristno, zelo edinstveno je tudi tvoja ustvarjalna pot. Torej, deluješ v svetu računalništva in deluješ tudi v svetu ročnih del. Kdaj si ugotovila, da tvoja strast, tvoja energija napaja 2 ljubezni?
Pa jaz ne bi niti jih ločevala, jaz mislim, da jih združujem, zato ker tudi veliko uporabljam računalnik, da lahko naredim kakšen kvačkarski izdelek, a ne, načrt za izdelek, ne. Zato, ker imam občutek, da mi je bilo podano v zibelko ročno delo in to moram delati. To je tako kot kruh, ko ga moraš jesti. Računalništvo mi je pa bilo vedno zanimivo, vedno sem želela delati spletne strani, dokler imam srečo tudi, da to delam, a ne. Vedno je bil zanimiv svet ničk pa enk, ne. Medtem ko na drugi strani je pa svet ročnih del je pa miren svet, je pa Jane Austen, ne. Spravi, mi vezemo, kvačkamo in razmišljamo o svojem Mr. Darcyju, a ne. Medtem ko pa v ničkah pa enkah je pa vse dodelano, vse je sprogramirano, vsaka funkcija ima svoje mesto in vse ima svoj namen. Ja, ker tudi primerjaš, to mi je zelo zanimivo, kako primerjaš vrstice v računalništvu, v programiranju z vzorci v kvačkanju. Kje si našla to podobnost? Ja, na primer, ko ti programiraš, ne, so vrstice in potem vrstice sestavljajo neko funkcijo in potem lahko iz tega nekaj narediš. Isto je pri načrtu, če bi gledali, kako izgleda načrt, pisni načrt, imamo vizualni načrt, imamo pa tudi pisni načrt in vsaka vrstica, prvi krog, drugi krog, tretji krog in bereš vrstice in delaš in včasih tudi si ne znaš glih predstavljati, ampak na koncu ugotavljaš, kako pride. Enako je bilo tudi pri grbih, ne, smo vsako vrstico posebej delale in smo izrisale, a ne. Tako da, ja, iz tega je pravzaprav meni ni tako drastično drugačen svet računalništva pa svet ročnih del, sploh kvačkanja. Ampak živimo pa v bistvu v svetu hitre potrošništva, instant mode, pa vendar imajo prav ročna dela eno posebno dodano vrednost. Tudi jaz imam danes obute klasične črne salonarje, ki jih je umetnica Azra Sulič iz Pirana opremila z mozaično tehniko v pravo umetnost. In zagotovo je to tudi pri tvojih izdelkih. Kaj tebi pomeni, da ustvarjaš en izdelek, ki nosi tvojo dušo, tvojo energijo in preseže to uporabno vrednost? Ja, jaz sem zelo veliko svojih dogodkov reševala z ročnimi deli. Na primer, moja otroka, če se karkoli so ustvarjali, karkoli so potrebovali v šoli, na primer so se pogovarjali o ptičkih pa o gnezdih, sem jaz to jim skvačkala in da so oni lahko nesli v vrtec. Pol, na primer, enkrat se prav spomnim, ko smo bili na eni oddaji, na eni prireditvi in ko sta ni dobil mikrofona. In da mu je bilo to tako hudo in jaz sem celo noč kvačkala, da sem mu skvačkala mikrofon. Sem mu zjutraj rekla, in kaj Kosta poreče. Tako da je bil potem cel srečen pa vesel, da sem mu rešila tiste zagate. Ali pa na primer Harryja Potterja. Obožuje Harryja Potterja, ampak je umrl vilinc, ne. Mu je bilo ful hudo. Je bilo res, mislim, meni je bilo ful težko gledati kot mati, da je moj Kosta prav malo za joko, ko je tisti vilinc umrl in jaz sem mu skvačkala tistega vilinca in še dan danes je nekje shranjen, ni več, ne spi več z njim, ker je že velik fanta, ne. Ampak vse te stvari potem dajo neko toplino. Naprimer, tako sem rekla, smo bili sami, pa sem mogla jim skvačkati za kape, pa za oblečne, pa igrače, zelo veliko igrač imata doma. Kvačkanih igrač, ene so samo za stiskati, ene so pa tudi za učenje, tako da je bilo veliko različnih, ne. In ona dva sta vedno ful navdušena, bila ona dva sta moja največja fana, karkoli naredi, mama je super, ne. Jaz sem se pa z vsemi temi stvarmi učila, ne. In ta toplina teh izdelkov, potem počasi sem začela oblačila delati, ne. In vem, da ko je ročno narejen, je tudi kakovostno narejen. Poleg tega je recikliranje. Jaz lahko ta izdelek sparam, pa kaj novega spet naredim. Tako da niti, ko je hitra potrošnja, pa hitro, ne, pa vse nekaj menjavamo, mi imamo pa lahko en kos oblačila po 20 let, ne. Celo se ga lahko iz roda v rod, na primer kakšne obleke, sploh kakšne obleke. Vem, da moje kvačkarice dajo svojim hčerkam ali pa svojim, zdaj malo ena generacija se 100% preskoči. Tako da mogoče babice dajo svojim vnukicama, ne. In je ta čar
domačnosti in topline je nekako drugačne. To mi čisto vsak reče, ali ko kupi izdelek, ali pa ko ga podarimo izdelek, ne, da je drugačen izdelek. Tudi mame mi pravijo, da je drugačen izdelek. Ne. Otroci, ko ga dobijo od mene, kakšno podarjeno ročno kvačkano igračo, ne, je bolj kot ne v vitrini. In jo gledajo in občudujejo, ne. Je posebna za njih. Ne. Ja, je umetnina. Je umetnina. Midve bova zdaj naredila en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke in cenjeni gledalci v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z ustvarjalko in podjetnico Jadranko Smilič. Jadranka, povej mi, kako poteka ta tvoj ustvarjalni proces od zamisli do zadnjega vozlička? Jaz bi rekla, da mene preja oziroma volna me inspirira. Jaz, ko grem v trgovino, pa potem si nabiram prejo, tako mogoče ne bo čevlja. Jaz sem rada prejo. In potem, ko gledam jo in razmišljam, kaj bi lahko iz tega nastalo. Potem pa malo Pinterest, malo računalnik, mogoče tudi kaj načrtujem z enim programom in začnem delati. Jaz v tem času, ko programiram, pa delam spletne strani, pa se pa malo vzamem pauzo si, grem kvačkat. In takrat pride potem moja kvačka, pa moja, mi se rečem kvački, rečem magična palčka, ker je ukrivljena, malo je ukrivljena in potem samo s tisto, pa malo zanko delaš za prejo in lahko narediš čisto vse. Zato je meni fascinantna kvačkanje, mi je postalo fascinantno, zato ker ni omejeno in vse posod lahko gre s tabo, ker zelo malo potrebuješ, da lahko delaš. Tako da, potem pa, ko pa naredim, mi je pa včasih malo hudo, ker se moram malo od izdelka posloviti, včasih ga gledam, pa ga občudujem, pa si mislim, to sem jaz naredila. Včasih se sploh ne morem verjeti, da je kakšen končni izdelek, da je prišel do konca. Pa sem malo žalostna, zato ker vem, da bom pa mogla začeti novega. Ja, to pomeni, v čem bolj uživaš? Kaj je tisti moment, sam ustvarjalni proces ali potem trenutek, ko predaš izdelek? Ampak očitno, ko predaš izdelek, je malo težko. Ni tako fajn. Je malo težko, ampak z veseljem ga dam, zato ker če ne bi mogla več kje stanovati doma. Stvari. Ampak meni je najbolj pomemben proces, ker takrat je čas za mamo. Takrat mene ne sme motiti, ker večinoma v kvačkanju moramo šteti, moraš šteti zanke, da narediš lep načrt. Tako da tisti čas sem za tebe, mama ne more kvačkati, nima čas. Zato mi je to proces najbolj pomemben, ker takrat si vzamem za svoj mir in za sebe in zato je proces. Izdelek je pa pol sam plus, ko ga narediš. To pomeni, da je tudi kvačkanje zate ustvarjalna meditacija, ker je dokazano, da delo z rokami umirja Ja, zato ker ko ti šteješ, pa ko ti delaš z rokami, roke so povezane z srcem in to delaš z srčnostjo, pa tudi če imaš mogoče včasih tudi kakšen namen, komu delati, ga jaz včasih v mislih, če mamica da za kakšen izdelek, da naredim za dojenčka, tudi vprašam, kak je ime dojenčku, koliko je star, ali pa otroku, za kakšno odejico, vedno razmišljam, kako bo ta otrok pokrit s to odejico, kako bo mu ostala v spominu, ker ta odejica gre s tabo, čez celo življenje, tudi ko greš študirati, ali karkoli, naskrivajo zame nekateri odejice svoje, ali pa mama shrani, da potem, ko oni postanejo starši, da lahko dajo tudi to svojo odejico naprej. Tako da, Fascinantno se mi zdi, da včasih neke take ustvarjalne iskrice posameznika, ki jo dela iz srca, pa preraste potem posameznika in navduši širšo skupnost, širšo družbo in to do take mere, da pride do Guinnessove knjige rekordov. In to je ta tvoj projekt Slovenija kvačka. Daj nam malo več povej o tem. No, jaz samo začnem. Guinnessov rekord sem delala, zato sem bila pogumna, da sem se enkrat dneva vprašala, kako se pa dela Guinnessov rekord, ker sem želela, da Kostja pa Zoja prebereta mamo v Guinnessovi knjigi rekordov. To je bil prvi. Potem smo delali z Anito leta 2020, sva delali maraton v kvačkanju, 28 ur, sva ga uspešno naredili.
In takrat sem jaz naredila grb Slovenj Gradca. Pa moj ati, ker smo mi pa iz Laškega drugače, pa je rekel, Jadranka, zdaj moraš pa še za Laško narediti. In pa sem jaz razmišljala, zakaj bi sam za Laško, dajmo narediti za celotno Slovenijo. In pa sem želela, da ne bi samo jaz delala, in sem povabila 211 kvačkaric in enega kvačkarja, ker je 212 občin v Sloveniji, da smo se skupaj združili in da smo s Prejo in Kvačko povezali celotno Slovenijo. Bilo je zelo zanimivo, na trenutke zelo napeto, ker ni bilo enostavno je bilo delati. Težko je bilo pol tisto dokazovati, pa čakati Guinnessov rekord, da nam poje, ali bomo, ali ne bomo, ali smo dosegli, ali nismo dosegli. In lahko še s ponosom povem, da smo še vedno, imamo ta naslov, največjo zbirko, ker poleg 212 grbov smo naredili še 988 ostalih izdelkov, imamo največjo zbirko Guinnessova, 1200 izdelkov. In vse so v C2C tehniki, ker sem jaz to zahtevala. To sem te ravno hotela vprašati, kje so shranjeni ti izdelki pa grbi? Večinoma grbov smo že predali občinam, par grbov nam je še ostalo, več kot 80% so že predani občinam. Nekaj izdelkov imam, vsaka pa dobila nazaj svoje izdelke, kvačkarice, katere so še potem dale za ta Guinnessov rekord. Tako da bo pa na spletni strani predstavitev vseh 1200 izdelkov. Bravo. Delaš tudi spletne strani in me zanima, kako pa tam dobiš navdih, kakšen dizajn izbrati, katere barve, da se bo torej ta vizualna podoba spletne strani ujela z zgodbo, z energijo, z obrazom uporabnika oziroma tistega, ki bo predstavljen na spletni strani. Pri spletni strani pa malo drugače delam. Tam pa nam na prvo mesto so uporabnost in pa dostopnost. Uporabnost za obiskovalca, ko pride na spletno stran, da je uporabna spletna stran, da dobijo informacije. In pa za strica Googla, zato da te najdejo na spletu. Potem pa je še tretje, je pa lastnik spletne strani. Njega pa moraš spoznati, moraš ga začutiti. In potem, ko jaz nekaj časa prav živim tisto življenje, ker nekaj časa sem kar se reče, naprimer, nazadnje sem delala za kovača, in pa sem razmišljala, če bi bila jaz kovač, kako bi se želela, da se predstavljam, kdo so moji obiskovalci, kdo so moje stranke. In na ta način, in potem zelo veliko sprašujem, kaj oni delajo, s čim delajo, kako se predstavljajo, vse te stvari, zato da mi je potem lažje. In mi je potem ful smešno, ker včasih se mi zdi, da sem živela že najmanj 100 zgodb, mislim, več kot 100 spletnih strani sem naredila in sem živela več kot 100 življenj v tem življenju. Zato, ker mi je res fascinantno, ker se čisto vsako spletno stranjo se poistovetimo. Ni to zdaj samo pač, da naredim spletno stran, pa je gotovo. Mora biti uporabna in pa da je dostopna, da je za vse uporabnike na spletu, ne samo za tiste, ki vidimo, slišimo in za vse te stvari. In da je berljiva spletna stran, to je najbolj pomembno. Hkrati, da ta osebni prenos energije tistega, ki se predstavlja na spletni strani, ti moraš to v bistvu tudi znati začutiti, da znaš potem to nekako in ubesediti, in z slikovnim materialom opremiti, in vizualno zgraditi. Tako da to je spet en ustvarjalni proces. In kako skrbi za svojo ustvarjalno iskrico? Jaz imam to noter v sebi. Sem razmišljala, da ta moja ustvarjalna iskrica je noter v meni in jo moram ven dati. Ali je to preko spletne strani, ali je ročni del, ni samo kvačka, ne še tudi druge stvari, makrame ali vezenje. Pač ven mora iti. Veliko pa se rada izobražujem, tečaje, izobraževanja, vse te stvari. In tam se mi zdi, da je ta moja ustvarjalna iskrica. Tudi tam vedno dobim kakšne nove ideje ali pa rada vidim, kaj drugi delajo, pa me navdihujejo. Ni treba, da je to v mojem poklicu. Naprimer, Patricija Pangeršič mene navdihuje kot uspešna podjetnica in razmišljam, kako ji naj to uspe. In potem mogoče ukomponiram, da je v kakšne svoje stvari. Različno pridete tala ustvarjalnost na različne načine. Večinoma pa tudi gledam okoli sebe. Ja, torej narava, življenje, ljudje, njihove zgodbe in potem v sproščenem trenutku običajno pridejo najboljše iskre, navdihi, ki jih potem... To je pa res narava, pa živali. To me tudi najbolj pomirja in tudi tam me največ navdiha dam.
pride potem se kar iskrica Ja. prižge, ne. Midva bova zdaj še naredila en kratek odmor in se vrneva čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z ustvarjalko, podjetnico Jadranko Smiljić. Jadranka, mama 2 otrok si. Povej mi, če kvačkate skupaj? Ja, ker pripravljamo nov Guinnessov rekord v 5000 kap in ona dva bosta prva, ker morata zakvačkati kape. Drugače pa ja, kadar gremo na potovanje, ko smo bili v Maroku, je vsak vzel s sabo kvačko in pa prejo, da vmes, ko smo se vozili po puščavi, pa to, da nista bila skozi na telefonu, da sta se odklopila in da kvačkamo. Tako da ja, sem se jih naučila kvačkati. Super, to jim bo zelo prav prišlo, ravno zaradi tega, ker je to dejansko umska meditacija, ker je znanstveno dokazano, da ročno delo tudi deli možganske celice in dejansko se inteligenca tudi povečuje skozi ročna dela. Katere vrednote te še vodijo v življenju? Iskrenost pa hvaležnost. Te 2 stvari sta mi najbolj pomembni. Pa iskrenost, ampak ne direktnost, zataknost. Iskrenost je za mene tudi ena izmed najlepših vrlin, ampak iskrenost ne pomeni brutalno direktnost, ne, ampak iskrenost z sočutjem, z prijazno besedo, z srčnim odnosom. To je za mene iskrenost. Tu moraš biti najprej do sebe, ne, da si na tak način potem lahko tudi do drugih. Hvaležnost, kako jo izvajaš, imaš kakšen poseben ritual? Jaz vsak jutro pa vsak večer ali si napišem ali pa si samo rečem, da sem hvaležna za vse stvari. Naprimer, zahvalnost pa hvaležnost, ne, sta 2 stvari, ko je. Hvaležnost je naprimer zjutraj, da sem se zbudila, da sem spočita, vse te stvari, da imam 2 zlata otroka, da sta zdrava, da sem jaz zdrava, da imam mir, da imam stranke, da imam možnost ustvarjanja. Vse to je hvaležnost, ne. Zahvalnost pa na koncu dneva, kaj sem tisti dan vse doživela in se prav potrudim, ker me ženske imamo včasih ful preveč, kar nam se še moramo narediti, ne spomnimo se, kaj smo pa vse naredile. Od tega, da daš samo pralni stroj prati, je že veliko, ne. In pol na koncu si rečem, no, zahvaljujem se, ker si dala prati, ker si pomila, ker si zritala, ker si uredila te stvari, tako da. Malo je treba, da se dejansko tudi zelo v razpoloženju, v čustvovanju dvignemo iz nekega, bom rekla, sivine vsakdanjika, ker to so dragoceni rituali, ki te povzdignejo v dan in tudi z umirjenostjo ga zaključiš, ne? Ja, meni je to pravzaprav pomagalo ven, kadarkoli sem malo mogoče preiztrošena, kako ne rečem. Ali pa prestrog do sebe, tudi prestrog, ne, ko smo prestrog do sebe, in pol mi vedno pomaga, da se spomnim, kaj pa sem vse v resnici naredila, da si na koncu rečem, v redu si, ne, v redu je, dan si lahko naredila, kar si lahko naredila, jutri je nov dan, nikoli ni tisto, mislim, večinoma imam občutek, da ženske imamo, večinoma, vsaj jaz mislim, da imamo ženske ta problem, da smo preveč stroge do sebe. Ja, smo, iščemo popolnost. In smo zelo kritični do sebe in to je nekaj, kar bi morali izkoreniniti, ker če se znaš pohvaliti, če se znaš biti zahvalen in hvaležen, so to že ta pravi gradniki. Ja, to so za mene neke vrste tudi molitve. Ja, se so. Veš, kaj bi te še vprašala, kaj bi svetovala nekomu, ki pogosto namreč mislimo, da naše ljubezni, naši hobiji, naše strasti niso dovolj za resno življenje. Kaj bi svetovala nekomu, ki bi pa rad iz svoje strasti si tlakoval, recimo, poklicno pot? Najprej mora imeti pogum. Jaz rada otrokom tudi vedno, kako smo reševali ta strah, ne. Je prišel strah pred vrata, pa je pogum ostal, odprl vrata, pa ni bilo nobenega. In to je bilo, ona dva sta ful uživala v tej zgodbi, ne. Se pravi, da je pogum. Kot drugo je pa zgodba. Zakaj to počneš, a ne? Ni zdaj samo zato, da kar pač moraš delati, ne. Ampak kaj je ozadje, kaj je tisto, kar te žene, kje je tista zgodba. Naprimer, moja zgodba je v povezovalnosti, jaz želim širiti ljubezen do kvačkanja in do ročnih del, a ne. Ni samo to, da jaz rada kvačkam, ne, ampak jaz želim tudi druge navdušiti, a ne, da tudi drugi poskusijo kvačkati, ne. Tako da ja, jaz bi rekla,
pogum pa zgodba. In kdaj si našla ti pogum, da si ponudila svoje izdelke svetu? Ko sem postala mama samohranilka, oziroma ko sem postala mama. Ko sem že postala mama, jaz sem imela občutek, da jaz kot mati moram nekaj svojemu sinu narediti, nekaj ročno narediti. In takrat sem se naučila kvačkati. In da smo midva imela enako kapo, da noben nas ni mogel zamenjati, da je točno se vedela, da je to moj sin. In pol je počasi začelo vsa ta bolj pogum, ker jaz sem imela okolica je rekla, pa kaj ti kvačkaš, če si pa računalničarka. Ker zato sem te vprašala na začetku, sta dva svetova. Ja, ampak meni se ni zdelo. In še dan danes se meni ne zdi, da bi bilo to dva različna svetova. Tako da jaz z projektom Slovenija kvačka smo pokazali, da se da, da se ženske, da se znamo združiti in da imamo, če imamo neko zgodbo v zadnji, ker to je bila predstavitev vseh grbov. Grbi so pa zelo zgodovinsko tudi zelo pomembni. In naredili smo umetniška dela, ni bilo samo pač neko kvačkanje, ko nas lahko nekdo nas malo označi, da babice kvačkamo. Se je res, da smo bile malo starejše gospe v tej projekti, ampak imela sem tudi od 19-letnice pa do 73-letnice. Tako da je bil razpon za vse. Ni bil samo, da so starejše gospe kvačkane. Res pa je, da starejše gospe največ znajo. In zato se zdaj trudimo, da bi vso to znanje ne šlo v nič in da se prenese na mlajše generacije, tako da bomo vse babice povabili, da svoje vnukice naučijo kvačkati kape. Odlično, ker je dodana vrednost, ročno delo ima dodano vrednost. Kakšni so tvoji cilji še naprej za življenje? Mir. Mir, zdravje pa lepo življenje z mojimi otrokoma. Poslovno si želim, da bi ustvarila še čim več uspešnih zgodb poslovnih za moje partnerje. Kvačkanje pa, tako sem rekla, da širim ljubezen do kvačkanja in da jaz bi si želela, da vsak enkrat v življenju prime ali kvačko ali pa šivanko ali pa pletilko v roke in poskusi, ker se mi zdi, da bi pol znal malo drugače gledati na ročna dela in da bi vsi znali bolj ceniti ročna dela. Res je. Kako ohranjaš stik sama s seboj? Si zelo podjetna, veliko ustvarjaš, mama samohranilka si. Kako ohranjaš pa ta najgloblji stik sama s seboj? Jaz sem začela z molitvijo. To cerkvena skupnost mi je pomagala, da sem našla ta stik sama s sabo in z njim. Tako da meni je to zelo veliko pomagalo. Naprimer, res fura, da hodim zdaj k maši in vse te stvari. Mi imamo super župnik. Tako da to mi je tisto. Potem pa narava. Brez nje skoraj dneva ni. Imam svoj hribček, Rahtel v Slovenj Gradcu, ki ga rada obiskujemo, pa čez vikend kakšen večji, kolesarjenje, morje, seveda, da mora biti morje, ker moje ime pomeni ženska iz Jadrana. Super, odlično. Da morje, voda, ali je to morje, ali pa to bazen, ali pa jezero, tako da v resnici je pa tako, da sem ful hvaležna za svoje življenje in se mi zdi, da je življenje tako hitro gre in enkratno, tako da vsak dan poskušam živeti najbolj polno. Tisto, kar so mi bili darovi dani, da jih probam živeti. Ker to v bistvu osmisli življenje, to izpolni življenje, ko ga živiš od znotraj navzven, za vsem, kar ti je dano in s tem bogatiš tako sebe in svoje življenje. Kaj bi želela našim gledalkam in gledalcem za konec povedati? Kakšno je bilo tvoje zaključno sporočilo? Moje zaključno sporočilo je, da ne bojo hvaležni in zahvalni, ne pa preveč skromni. Da skromnost ni tista najlepša čednost. In pa, da ne bojo pogumni. Naj se upajo biti pogumni. Pogum je pomemben, ker to nam tlakuje pot v pristno življenje. In jaz sem ti iskreno hvaležna, da si bila danes moja gostja, da si pokazala, kako se lahko z radostjo poveže srce in ročne spretnosti. Najlepša hvala za povabilo. Hvala, Jadranka. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Naj vas današnja oddaja spodbudi, da tudi sami ustvarite nekaj, kar bo nosilo vaš pečat in vašo energijo. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.
Hvala.